Lepo pozdravljene, spoštovane kozmetičarke in vsi ljubitelji kozmetike. Moje ime je Eugen Gec, prihajam iz podjetja Studio Activa, v katerem skrbimo za usposabljanje kozmetičark na poslovnem področju. Zakaj smo se odločili za takšno delo? Predvsem zaradi tega, ker se zavedamo, kolikšno je pomembno poslovno znanje v kozmetični stroki, torej kako koristiti tako znanje v uporabni praksi v kozmetičnih salonih, kajti to področje se nenehno nadgrajuje, nenehno se spreminja in potrebe po takšnem znanju postajajo vse večje. Zato tudi želimo, da bi vam podali čim več informacij, znanja, idej, napotkov, ki bodo dejansko vam koristili, in predvsem vas želimo osveščati, ozaveščati o tem, koliko pomembno je tovrstno znanje nadgrajevati. Predno pričnemo, bi vas lepo prosil, če lahko date ali kakšen like od spodaj v komentarjih ali pa nam napišete kakšno vprašanje, na osnovi katerega bomo bodisi lahko pripravili druga predavanja ali pa odgovorili na vprašanja, ki jih imate v zvezi s tematiko, ki jo trenutno predstavljamo. Torej, bodite z nami, spremljajte nas, ne bo vam žal. Videli boste, da bo veliko vsega, kar lahko koristite pri vašem delu in predvsem, da vam ustvarja na eni strani zadovoljstvo, na drugi strani pa tudi dobre prihodke. Konec koncev zato tudi delate, je tako. Torej, če se danes osredotočimo na današnjo tematiko, v mislih imam predvsem pozicioniranje salona. Kaj si sami razlagate kot pozicioniranje salona? Zdaj, vsak ima drugačen pogled na to, ampak pomembno je, kako se salon na trgu postavi, kako ga stranke pravzaprav zaznajo. Če želite, da bi vas stranke dobro zaznale, je zelo pomembno biti prvi v njihovih glavah pri odločitvi, ko gre za izvajalca storitev. Torej, vprašanje, ki se postavlja, je, če stranka potrebuje bodisi nego obraza, pedikuro, depilacijo in tako naprej, kaj bo pravzaprav ona rekla? Grem na internet in vpišem notri, ne vem, nega obraza, pa kraj, ali pa celo nekaj bolj podrobnega, da bomo hitreje našli na naši lokaciji, ali se bomo na nekoga spomnili in rekli, aha, grem k Marjanci, grem k Mojci, grem ne vem komu, ki ima salon in bom tam pri njej uredila. Torej, če greste na iskalnik, boste iskali v nekem določenem okolju salon, ki vam ustreza. Če pa že nekoga poznate, je pa zgodba popolnoma drugačna. Torej, kar se vas tiče, je ta salon že nekako dobro pozicioniran. Seveda, če želite predstaviti vašo pozicijo salona na trgu ostalim, torej stranka, ki vas še ne poznajo, mora biti to usklajeno z marketingom na eni strani, na drugi strani pa tudi specializacijo vaše dejavnosti, vendar o tem bomo govorili kdaj drugič. Zakaj? Zato, ker če na trgu niste dobro pozicionirani, se boste nenehno borili s cenami. In sedaj, če pogledate, saloni, ki se nenehno borijo s cenami, nenehno gledajo, kako bi delali za čim nižjo, kako bi ponujali pravzaprav svoje storitve za čim nižjo ceno v primerjavi s konkurenco oziroma z ostalimi, oni imajo nenehno težave. Nenehno se nahajajo v težavah, ne vedo, kako iz njih ven in seveda verjamejo v to, da ljudje nimajo denarja in verjamejo v to, da če bodo poslovali z nizkimi cenami, da bodo bili uspešni. To je nemogoče. To mislim, da vsakdo izmed vas razume. Zato jaz bi vam priporočal, kaj narediti v takšnem primeru najprej. Poglejte, vi se ne morete dobro pozicionirati na trgu, če nimate točno določene ciljane skupine strank, katerim želite ponuditi vaše storitve. Vendar, da bi se ta
ciljana skupina strank odločila za vas, morate biti po nečem prepoznavni. Mi temu rečemo specializacija. Specializacija je določena storitev, ki jo vi opravljate najboljše na najboljši možen način in jo predstavljate ljudem zaradi tega, prvič, ker ste dejansko strokovnjaki iz tega področja, to je ena zadeva, in druga zadeva je pa ta, da vas ljudje lažje prepoznajo. Kajti v primeru, če vi predstavljate ne vem koliko storitev hkrati, so dejansko stranke, predvsem potencialne, torej tiste, ki vas še ne poznajo, zmedene. In zato morate biti previdni pri tem. To je ena od večjih napak, ki jih, bomo rekli, delajo saloni, ki niso najbolje na trgu pozicionirani in zato težko gredo iz tega začaranega kroga. No, enkrat, ko vas stranke prepoznajo in pridejo do vas, tukaj se pa začne zgodba nekoliko spreminjati, ne. Vi jih morate na nek način pritegniti. To je lahko način vašega komuniciranja, torej ne gre samo za verbalno komuniciranje, gre tudi za komuniciranje preko različnih medijev, je to lahko preko interneta, preko raznih postov, člankov, objav takšnih in drugačnih, ali pa celo preko grafike, ki jo uporabljate na podlagi marketinga, ne. Ena od lastnosti, na katero velikokrat ljudje pozabijo, so tudi oblačila. Pomembno je, kako imate urejene zaposlene v salonu oziroma kako ste sami urejeni, kakšne imate oblačila. Kajti ljudje to najprej opazijo. Ko pride v salon, se je potrebno zavedati, da stranke vas vidijo kot neke vrste ogledalo tega salona. In če tega, kar vi nudite, ne bodo videli najprej na vas, seveda jih ne bo to prepričalo. Storitev pride šele kasneje na vrsto. Najprej ste vi tisti, ki stranko komunicirate, zato bodite previdni pri tem. Pomembno je tudi, kakšno glasbo, bomo rekli, predvajate v salonu. Ni vsakemu vse všeč. To še ne pomeni, da če je vam nekaj všeč, da bo tudi strankam. Sploh pa, če je večje število strank naenkrat v salonu, je to zelo občutljiva zadeva, zato morate biti previdni, da najdete pravo, torej nevtralno glasbo. Seveda tudi vonj v salonu je zelo pomemben, kajti že v samem prihodu se začuti seveda najprej vonj in tisto, kar vidimo, torej ta čustva nas hitro opozorijo na nekaj, kar je sprejemljivo ali pač ne. Potem seveda naslednji korak je tudi usposobljenost zaposlenih. Potrebno je vedeti in se zavedati, ali so zaposleni, ki delajo v salonu, dovolj usposobljeni za storitve, ki jih izvajajo, ali bi to bilo potrebno dopolniti z dodatnim znanjem ali pa z dodatnimi, bomo rekli, obiski različnih šolanj, izobraževanj na različnih področjih. Tukaj ne govorimo izključno o strokovnem znanju, o tem bomo drugič povedali nekaj več. Seveda je tukaj pomembno tudi, kako boste sestavili cenik. Cenik lahko stranke pritegne ali odbija. Odbija takrat, če ga ljudje ne razumejo in če so cene nepravilno postavljene. Kaj to pomeni? To se boste seveda naučili na naših predavanjih, na naših šolanjih, ko boste prišli do nas in videli boste, kaj lahko vse naredite s spremembo cen oziroma s pravilno postavitvijo cen na ceniku, po zaporedju seveda. Ljudje, kar preberejo na ceniku, mora biti njim razumljivo. Vi cenik ne delate za vas, temveč delate za stranke, zato bodite previdni pri tem. Podobno je tudi pri izdelkih. Izdelke, ko predstavljate posebno preko različnih medijev, naj bodo razumljivo predstavljeni, kajti to veliko pove, kako vas bo trg sprejel. Zdaj nekateri izdelkov ne prodajate v salonu, drugi to koristite nekoliko več, samo prodajo torej, in osebno sem prepričan, da s prodajo lahko ustvarite zelo veliko, še posebej, če ustvarjate, kreirate svoje delo, dopolnjujete z izdelki, ki so, bom rekel, na trgu prepoznavni kot profesionalni izdelki oziroma izdelki z višjo kakovostjo. Kajti le tako boste dosegli tudi rezultate,
kar je še posebej pomembno za stranke, ki so pripravljeni plačati več. Ne morete pa seveda izvajati storitve, pravzaprav ni priporočljivo izvajati storitve, ki so vrhunske, z nizkocenovnimi izdelki ali pa nasprotno. Torej, bodite previdni pri tem. Še en ključni dejavnik, da se boste lahko bolje pozicionirali na trgu, je urejenost prostora. Ljudje najprej vidijo sam prostor in začutijo. Se pravi, zelo pomemben je ta prvi vtis, ki ga dobiš, in takrat že vidiš, ali se boš ti v salonu dobro počutil ali pač ne. Nekatere lahko marsikaj odbija, stranke pa morate vedeti, da vidijo vse. Vse tisto, kar sami ne boste opazili ali pa vas ne moti, stranke opazijo popolnoma vse in takoj. Ključnega pomena so tudi barve. Se pravi, v kakšnih barvah je salon, ali deluje salon, če lahko tako rečem, fino, ne, v navednicah, ali deluje salon bolj tako povprečno, ne. To zelo pomembno vpliva tudi na samo postavitev cen in že na sam videz salona, kajti eno je, če bo to ljudem predstavljalo neko toplino, neko okolje, v katerega bodo z veseljem prihajali, drugo pa je, če bodo prihajali v to okolje zgolj zaradi potrebe po določeni storitvi, ne pa zaradi določenega motiva. To je velika razlika. Tudi o tem bomo še kdaj drugič govorili. Imate izložbo, morebiti. Če imate izložbo, kako je ta izložba pripravljena, izpostavljena, kaj prikazujete v tej izložbi? Izložba ljudem, ki hodijo oziroma ki se sprehajajo, ki si ogledujejo to naše okolje, v katerem se nahajamo, bo lahko nekaj padlo v oči ali pač ne. To je odvisno od nas, kako bomo znali zanimirati te ljudi oziroma kako bomo znali pripraviti izložbo, da bo dejansko ljudi pritegnila. Če pogledate, včasih delujejo izložbe preveč klasično in ljudi ne pritegnejo. Nekateri pa znajo to seveda pripraviti na drugačen način, znajo prikazati skozi izložbo, kaj lahko v salonu stranke izberejo, katere od storitev so za vas specifične, v čem ste torej specializirani. Skratka, vse to se da preko izložbe, bomo rekli, ljudem prikazati v obliki sporočil, ki jih bodo, kot sem predhodno omenil, ali pritegnila ali odbila. Seveda je potem tukaj tudi odnos do strank. Odnos do strank je danes ključnega pomena. Pa dovolite mi, da povem, zakaj je tako pomemben. Predvsem zaradi tega, ker bolj kot prehajamo na digitaliziran sistem poslovanja, večja je potreba po medsebojnem odnosu, medsebojni komunikaciji in verjemite, da v prihodnje bodo zmagovali tisti, ki bodo bili ravno na tem področju najmočnejši. Ne priporočam, da verjamete v to, da samo digitalizacija je tista, ki bo vam pripeljala stranke in pridobila nove. Salon je statična dejavnost, to morate razumeti. In če stranka ne prime za kljuko vrat in reče dober dan, vi niste naredili popolnoma ničesar. Vam lahko digitalizacija pomaga pri tem, da pritegne stranko na prvo storitev, ampak vse ostalo boste morali opraviti sami. In če ne boste imeli tega dobro dodelanega in če to ne bo sistematično pripravljeno, prej ali slej se boste lahko znašli v težavah. Kako izdelati ta sistem? Kako pripraviti, da bo salon deloval skladno z vsemi normativi, ki jih bo bodisi potem preko različnih medijev ali osebno predstavljam že obstoječim strankam ali pa strankam, ki vas še ne poznajo, torej potencialnim strankam, se boste naučili na naših delavnicah. Ste se že kdaj vprašali, verjamem, da ste bili že v salonu kdaj v situaciji, ko ste si rekli, pismo, zdaj sem pa prišla ali pa prišel do tukaj, zdaj vem, da moram nekaj narediti, ne vem pa kako. Kateri je prvi korak, ki ga bom naredila ali pa naredil? Na koga naj se obrnem, da bi mi to povedal? Je to pravilno, ni pravilno? Več časa, ko boste čakali, da vam bo nekdo pomagal, več denarja boste izgubili.
Nekateri, to vam lahko potrdijo tisti, ki so leta čakali za to, da so se odločili za sodelovanje z nami, da jim svetujemo, na kakšen način to početi. Ampak v tem času je nastala ena velika, velika izguba denarja. Ne vem, če si to zaslužite, da bi izgubljali denar. Sami se odločite, vendar predlagam vam, da dobro razmislite o tem, kar sem vam sedaj povedal. Vaš salon je edinstven, vsak salon je edinstven in ne morete delati po kalupiranem modelu. Ustvariti morate svoje standarde, ustvarite nekaj, kar drugi nimajo, ampak do tja vas bomo pripeljali mi, kajti vemo točno, kaj, kdaj nekomu ponuditi in kdaj se vam bo to potem tudi obrestovalo. Torej, pišite nam in veseli bomo vaših komentarjev in seveda, če imate kakšen predlog, da vam podamo še kakšno informacijo, z veseljem nas kontaktirajte. Lepo se imejte in vidimo se naslednjič. Srečno!